Področje delovnih zvezkov ni sistemsko urejeno že od leta 2005, zato se šole odločajo vsaka po svoje, zaradi česar prihaja tudi do velikih razlik v cenah. Učitelji oziroma šole še vedno lahko sami izbirajo delovne tiskovine, a bodo morale slednje prav tako potrditev pristojnih služb. Ravnateljica ene od ljubljanskih osnovnih šol spremembe pozdravlja. Na naši šoli imamo že desetletja politiko, da imamo delovne zvezke samo pri določenih predmetih, to je matematika, slovenščina, angleščina. Pri ostalih predmetih delovnih zvezkov ni, ker smo mnenja, da je gradivo, ki ga pripravi učitelj, bolj avtentično, posodobljeno vsako leto in tudi primerno za učence, ki jih tisto leto poučuje. Ko pa učitelji izbirajo delovne zvezke, v bistvu pregledajo, kaj je na razpolago na tržišču in izberejo tiste delovne zvezke in tudi učbenike, ki se zdijo najbolj primerni. Gradiva morajo biti kakovostna, tako po vsebini kot po zahtevnosti nalog. Delovni zvezki pogosto niso to, kar otroci potrebujejo, zato se učitelji še vedno raje poslužujejo lastnih gradiv. Precej različen je lahko tudi strošek. Kjer zahtevajo največ gradiv, je ta lahko kar 6-krat višji od tistega, kjer zahtevajo najmanj gradiv. Založbe k načrtovanju učnih gradiv pristopajo premišljeno in z vključevanjem učiteljev. Spremembe na tem področju pozdravljajo, a hkrati opozarjajo. Tudi že prej, ko se niso potrjevali delovni zvezki, kar ni bila naša želja, takrat, ko se je to prenehalo delati. Mi smo vedno sodelovali z enakimi recenzenti, tako pri učbenikih, ki smo jih morali dati v potrditev, kot pri delovnih zvezkih, ki jih pač do sedaj nismo dali v potrditev. Jaz mislim, da lahko govorim za vse resne založbe v Sloveniji, da to potrjevanje delovnih zvezkov ne bo blazno veliko spremenilo našega dela. Založniki opozarjajo, da bo največja razlika v dodatni administraciji, saj se prenavljajo tudi učni načrti. Slovenija je nekakšen unikum v smislu, da vstopamo v dosti obsežno prenovo učnih načrtov, ne bo se pa zagotovilo zadostnih finančnih sredstev za tudi nova gradiva, kar pomeni, da otroci bodo naslednje leto oziroma leto 26. septembra bodo vstopili v šolo in se bodo recimo pri matematiki učili po novem učnem načrtu, uporabljali bodo pa učbenike, ki so stari recimo tudi 6 ali 7 let. Pri nas imamo slovenski učbeniški sklad ima več kot 50% učbenikov, ko so starejši od 7 let. Učenci se bodo torej učili po novih učnih načrtih, vendar s starimi gradivi. Odziv staršev na delovne zvezke in učbenike je precej različen. Največkrat se pokaže ta odziv staršev, ki nas pokličejo sem, ker otrok recimo zboli in potrebuje neko dodatno razlago. Kje lahko pa to najdem, kje imam pa dodatne razlage? In je v bistvu zelo pozitiven ta odziv, zato ker razen pri zelo majhnih otrokih, starši načeloma nimajo stika z delovnim zvezkom, zato ker ga uporablja pač otrok, ki ima domačo nalogo, prinese domov oceno. Na drugi strani ga pa takrat, ko pa otrok bolan, ko mu je treba pomagati, ker učitelj ni pač na voljo, ker je otrok doma, takrat pa v to vlogo stopi starš in mu je zelo veliko pomoč in takrat pa zelo cenijo naše vsebine. Učbeniki nastajajo okoli enega leta, tako niso zgolj pripomoček, temveč tudi zakladnica znanj in novih spoznanj. Ta morajo biti aktualna in usmerjena v vsakega učenca posebej.